Hitimo naprej, zdaj z veseljem predajam besedo Doroteji Zlobecki v sektorju za znanost. Že vrsto let pokriva različne aktivnosti povezane z raziskavami materialov in surovin. Danes pa vam bo v vlogi nacionalne kontaktne točke za razpise iz Grozda 4 predstavila tematske razpise, ki so še posebej namenjeni industriji. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi samo še dodala, da Darja kot naša koordinatorca je na voljo tudi, kadar ne veste, na koga bi se obrnili, in če pišete njej, boste zagotovo dobili najbolj primerno osebo, ki bi vam lahko pomagala. Danes, kot vidite, imam jaz en tak hud naslov, sklop 4, digitalno področje, industrija in vesolje, pa še neke poddestinacije, bom razložim kmalu. Skratka, danes sem se jaz res usmerila na industrijo, ker sem pričakovala, da bojo tukaj pač partnerji, ki jih to stvar bolj zanima. To ni rečeno, da ne morejo pri teh razpisih sodelovati tudi drugi, se pravi, tudi za industrijske partnerje, kot je rekla Darja, vesolje je odprto, obzorje je odprto za različne udeležence. Zdaj, kaj so cilji sploh tega programa? Nekako želimo s programom Obzorje Evropa ustvariti neko novo znanje, ga razširiti, nove tehnologije in najti rešitev za to, da bi pomagali pri reševanju podnebnih sprememb, potem doseganju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja, to smo danes že slišali, in pomembna reč je tudi to, da bi radi krepili evropsko industrijsko konkurenčnost. In pogledali smo si že stebre, ki so različni. Prvi steber je namenjen malo bolj odlični znanosti, tretji steber je namenjen bolj inovacijam. Značilno za te dva stebra je, da sta nekako odprta. Redki so razpisi, ki so zelo, zelo usmerjeni. Načeloma, če najdete dobro idejo, lahko sodelujete ne glede na to, iz katerega področja ste. Drugi steber so pa tematski grozdi, se pravi, tukaj bi pa rada komisija res malo bolj sistematsko razrešila nekatere globalne izzive, in sicer teh grozdov je 6, zdravje, kultura, varnost, tale naš digitalno področje, industrija in vesolje, podnebje, energija in mobilnost, pa hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Se pravi, za razpise iz drugega sklopa so pa zelo tematsko usmerjeni, vsako leto se nekako spremenijo, za njih pa je značilno to, da so sodelovalni razpisi, se pravi, morate imeti nek konzorcij in potem v tem konzorciju naslovite težavo nekako z interdisciplinarnim sodelovanjem med različnimi sektorji in seveda s partnerji iz drugih držav, ne samo v Sloveniji. In te teme so razdeljene tako, da nekako pokrijejo skoraj vse ravni tehnološke pripravljenosti TRL-ja, ko smo že slišali. V tem delu industrija imamo neke vrzeli in te so, da bi radi naredili našo industrijo bolj digitalno, nizkoogljično, krožno, potem je zelo velik problem zagotavljanje suverenosti Evrope vzdolž celotne verige vrednosti, in oskrba s surovinami, kot ste videli v prejšnji krizi, je bila kar problem. Razvoj naprednih materialov je pa nekaj, kar naj bi nas popeljalo čez vrzeli. Se pravi, na te teme nekako se razpisi nanašajo. Zdaj, Darja je že pokazala, da obstaja en portal, kjer najdete kakorkoli skoraj vse v obzorju, in če greste pa samo v iskalnik, napišete vašo ključno besedo, katero temo bi vi radi našli, vam iskalnik izpiše nekaj razpisov in potem kliknete gor in najdete, kar vas zanima. Problem je tem, da je pač iskalnik omejen s tem, koliko ste vi omejeni pri ideji, kaj vse bi vpisali noter, zato zelo težko dobite res cel pregled. Ampak, bom rekla, za prvo probo je pa mogoče to enostavna rešitev. Če pa ne, potem pa obstajajo za vse te sklope iz drugega stebra prav delovni programi. Te pa najdete malo bolj, zdaj pa se tukaj ne vidi, ampak si lahko kar skenirate, pod How to participate imate potem, se pravi How to participate, imate potem en tako reference dokument, se pravi vse dokumente,
ki so bili objavljeni. Navadno so te razpisi oziroma delovni programi dvoletni in najdete recimo za leto 23 in 24 vse razpisne teme. In potem greste pogledati, katero delovno področje vas zanima in najdete delovni program. In da ne bi kaj spregledali, greste pogledati recimo kazalo, pa vidite, če je kakšna tema res vam pisana na kožo ali ne. Mogoče je to malo bolj pregledno za kakšne pisarne, ki se ukvarjajo z vsemi razpisi. Na ta način. Potem pa, ko najdete te teme, zdaj vam bom pa predstavila samo za leto 2024, za tisti majhen košček, ki je namenjen bolj industriji, kakšne so to na primer teme. To so konkretno teme, ki bodo imele rok za prijavo v februarju naslednjega leta, namreč za leto 2023 so se že zaključili, tam na začetku leta imamo mi ponovadi rok. Ena tema, se pravi Twin Transition, dvojni prehod, prehod na zeleno in prehod na digitalno, je usmerjen na klimatsko nevtralno in krožno digitalno proizvodnjo. In potem recimo najdete takšne teme, ki bi bile pa mogoče za vas, če ste iz industrije, da rešite svoj problem, mogoče najbolj primerne. Pokazala bom še naslednje teme, se pravi, lahko so tudi dvofazni razpisi, te imajo potem 2 roka za prijavo, kar pomeni, da se morate prijaviti na prvega in če ste izbrani, tudi v drugega. Tukaj imamo samo 2, eno je namenjeno bolj bioindustriji, drugo je pa namenjeno gradbeništvu. Za gradbeništvo je letos zelo malo tem, če koga zanima ta del. In grem kar naprej, ta drugi sklop je pa sklop Resilience. Tukaj pa pač nekako hočemo nasloviti to, da bi bila evropska industrija res taka neodvisna od drugih. In kot vidite, tele teme so pa nekako zadnji časi zelo pomembne te verige vrednosti v Evropi, zagotavljanje vseh surovin v Evropi, da nismo potem odvisni od kupcev, od prodajalcev recimo v Aziji ali kaj podobnega. Te teme niso samo raziskovalne teme, nekatere so tudi inovacijske teme. Zdaj ponavadi je za konkretno klaster 4, velikost projektov tam nekje okrog 8 milijonov, od 5 do 15 milijonov so to sofinanciranja. Sofinanciranje za industrijo je ali 60 ali pa 70%, odvisno od razpisa, najdete informacije o posameznem razpisu, za neprofitne organizacije pa lahko tudi 100%. Gre samo za sodelovalne razpise, konzorciji so navadno tam nekje čez 10-15 članov, se pravi, morate že nekako imeti svoj network, s kom boste to zadevo rešili. Dobro, se pravi, da bi pa imeli ta svoj krog pravih partnerjev, potem je pa fajn, da se pridružite evropskim partnerstvom. Evropska partnerstva so takšna, ki pokrivajo čisto vse te klastre v drugem stebru, pa nekaj tudi v tretjem stebru. Danes smo si že pogledali EIT, recimo Raw Materials je eden izmed teh partnerstv, pa en je tudi Manufacturing, se pravi, te so bolj posebni te kiki, ki so bolj na inovativnost. Potem pa imamo razliko med takimi partnerstvi, ki same izvajajo svoje razpise, pa takšne, ki jih izvajajo v bistvu komisija preko njihovih agencij za njih. In tiste, ki jih komisija sama obravnava v delovnih programih, so te temno modri. Se pravi, to so pravzaprav botri tistim delovnim sklopom, ki ste jih prej videli. V partnerstvih, kot so na primer Made in Europe, mogoče jih poznate kot tovarne prihodnosti iz prejšnjega življenja, so pač firme, ki se zberejo in naredijo evropsko strategijo. Potem iz te strategije predlagajo razpise komisiji, komisija jih izvede in na te razpise se lahko prijavijo vsi. Tisti, ki so partnerji in tisti, ki niso partnerji v teh projektih. Seveda si lahko mislite, da tisti, ki so partnerji ali pa sodelujejo pri teh strategijah,
da si že prej mislijo, kaj bo razpisano, plus imajo že nekako dobre partnerje že zbrane v teh društvih. Malo je problem, ker v partnerstvih, evropskih partnerstvih, sodeluje zelo malo slovenskih organizacij. Recimo, pa še to so inštituti, naprimer Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut, Univerza v Ljubljani pri partnerstvu B pa za baterije sodeluje. Tukaj bi bilo mogoče dobro, da razmislite, sploh če ste večja firma ali pa če ste kakšno združenje, naprimer pri nas SRIP Top sodeluje v partnerstvu Made in Europe in mogoče lahko preko takih slovenskih združenj partnerstv vplivate na strategije, ki se bodo razvile v Evropi, pa hkrati tudi veste, kam bo šla industrija evropska, da se jih mogoče lažje prilagodite svoje notranje strategije. Skratka, ta partnerstvo so, bi rekla, kar pomembna. Ostale barve partnerstva so pa takšne, ki sami naredijo razpise, kot ste prej videli, EIT, Raw Materials, pa imajo majčkeno drugačna pravila ponavadi. Ne odstopajo zelo, ampak se pozanimajte potem pri tisti kontaktni osebi, kakšne so to razlike. Skratka, en kup takih možnosti, zdaj pa predvidevamo še enih 10 novih partnerstv. Eno, ki bi bilo mogoče za vas tudi zelo zanimivo, je iz področja naprednih materialov, kjer se še pogovarjamo, kakšne vrste bi bilo to partnerstvo. Ali partnerstvo, ki bi bilo soprogramirano, se pravi, da da temo komisiji, ali bi bilo to kakšne druge vrste partnerstvo. To, da vidimo. Se pravi, med koristnimi informacijami sem vam pa tudi dala neke linke do najbolj pomembnih partnerstv mogoče za industrijo in na teh straneh najdete njihove strategije in lahko to preberete, še preden se javite na razpis ali pa vsaj takrat, ko pišete vlogo za razpis, ker veste, kaj so s tem hoteli povedati že prej. Če imate še kakšno drugo vprašanje, verjamem, da se bomo kmalu videli. Danes sem pa poklicala, povabila medse res take industrijske partnerje, ki imajo že res veliko izkušenj s sodelovanjem na evropskih projektih, da vas prepričajo, da to res ni samo za raziskovalce, ampak da se lahko tudi industrija priključi evropskim razpisom in da ima nekaj od tega oziroma nam bojo povedali, kaj imajo od tega. Hvala. Hvala lepa, Doroteja Zlobec. In seveda ostajate z nami tudi v nadaljevanju večera, če bodo še kakšno vprašanje.